V središču mesta, na robu travnika, med mestno hišo in gledališčem, stoji goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Ptica v preletu vidi, da ima obliko napol odprte knjige. S panoramskimi okni, razprtimi listi, se odpira v zelenje borovega gozdička. Imenitna zgradba, ki stoji za mano, je bila načrtovana in zgrajena prav za knjižnico. Že od začetka je veljala za sodobno knjižnico. Z leti uspešnega delovanja pa je ta status le utrdila. Kasneje je dobila še kotičke za druženje in številne nove dejavnosti. Dobrodošli v oazi znanja in radovednosti. Goriška knjižnica spada med največje slovenske splošne knjižnice, z razvejano mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč. Vrata odpira vsem obiskovalcem. V njej vsak lahko najde nekaj zase. V pritličju najmlajši bralci, mladina ter ljubitelji leposlovja, umetnosti in športa. V prvem nadstropju pa ljubitelji časopisja, glasbe in filmov, pa ljubitelji strokovnega in domoznanskega gradiva. Knjižnica je prostor za učenje in prosti čas. V njej se ves čas nekaj dogaja. Pravljične urice in ustvarjalne delavnice, bralne akcije in bralni klubi, literarni večeri, potopisna predavanja in pogovori s strokovnjaki odpirajo nova obzorja. Razstave skrbijo, da so stene knjižnice vedno polne zgodb. Vse je top, ta knjižnica, meni je tako fajn doma. Ni panike. Številne knjige in dejavnosti, ki so na voljo v knjižnici, so na voljo tudi v zavetju doma. Kaj pa ti delaš v moji sobi? Člani lahko brezplačno dostopate do digitalnih vsebin. Izposodite si lahko e-knjige ter zvočne e-knjige ter prebirate elektronske časnike in revije. V prostem času si lahko brezplačno ogledate tudi filme. Vsi tisti, ki bi radi prišli v knjižnico, vendar vam je Nova Gorica predaleč, vabljeni v krajevne knjižnice ali potujočo knjižnico, ki obiskuje uporabnike na Goriškem in v zamejstvu. Ena članska izkaznica za vse enote. Knjižnica ponuja res veliko. In to že od svojih začetkov. Knjižnica je bila ustanovljena leta 1949 v Šempetru pri Gorici. Imenovala se je Okrajna študijska knjižnica Gorica. Kljub imenu je imela svoje prostore v Vrtojbi in Solkanu. Z rastjo Nove Gorice se je v mesto priselila tudi knjižnica. Njeni oddelki so bili razpršeni po različnih lokacijah. Oddelek za mladino in odrasle je bil na primer v garažni hiši na ulici Gradnikove brigade. Sedež potujoče knjižnice pa v Solkanu. A šele po 50 letih je knjižnica dobila svoj stalni dom. Nova stavba je bila slovesno odprta 8. februarja leta 2000 in s tem je postala knjižnica na Travniku osrednja točka v mestu. V njej ponosno hranijo tudi bogato zapuščino Franceta Bevka, ki je na ogled postavljena v prvem nadstropju. V knjižnici lahko najdemo še nekoliko drugačne vsebine. Knjižnico semen, knjižnico reči in mojstrovalnico. Mojstrovalnica je ustvarjalni prostor, ki ponuja uporabo moderne tehnologije, 3D tiskalnik in 3D pisala za ustvarjanje, VR očala za igranje zabavnih iger in ogled poučnih vsebin. Tu je na voljo tihi glasbeni studio, tako se sosedje ne bodo več pritoževali. Zakaj bi nekaj kupili, če to potrebujemo le občasno? Namesto, da doma kopičimo predmete, ki zasedajo prostor, si jih preprosto izposodimo v knjižnici reči.
Na voljo so stvari za delo in prosti čas. Praktično in varčno. Trajnostna je tudi knjižnica semen, ki temelji na brezplačni izmenjavi in izposoji semen. Knjižnica s tem spodbuja sodelovanje v lokalni skupnosti ter ohranjanje doma pridelanih semen in rastlin. A ja, semen ne vračamo na knjigomatu, ampak v programu knjižnice semen, ki je zelo preprost za uporabo. Knjižnica semen in knjižnica reči sta del razvojne vsebine. Splošne knjižnice, zelene, trajnostne. A kaj to sploh pomeni? Cilj zelene knjižnice je spodbujati knjižnične dejavnosti, ki so prijazne do narave in okolja. Knjižnica s pestrim programom seznanja družbo s pomenom zelenega, trajnostnega razvoja. Nekatere izmed teh dejavnosti pa izvaja tu, v atriju. Tu potekajo različni izobraževalni dogodki. Obiskovalci se lahko udeležimo delavnic in predavanj ali opazujemo visoke grede, polne zelišč in drugih rastlin. Dobrodošli v knjižnici, ki je odprta in vključujoča. V prostoru navdiha in razmisleka. V prostoru, ki ponuja potovanje v knjigo, znanje in globino misli. Kakšen privilegij, da imamo takšno knjižnico.